Osrednja regijska bolnišnica je lani izboljšala svoje poslovanje predvsem v smislu likvidnosti, saj je poravnala svoje obveznosti do dobaviteljev, pa tudi letos to počne sorazmerno tekoče, je danes pojasnilo vodstvo. Lani so namesto načrtovane izgube v višini 800 tisoč evrov ustvarili slabih 400 tisočakov pozitivnega izida. Hkrati obvladujejo stroške. V zadnjih 3 letih smo prihodke povečali za 20%, vse na račun, ponavljam, novih in dodatnih programov. Pomembno pa se mi zdi to, da je naša sanacija bila v bistvu usmerjena v razvoj, torej v dodatne prihodke, v razvoj novih programov. V zadnjih 3 letih so vložili prek 10 milijonov v razvoj, kar se odraža v večjih prihodkih in izboljšanem poslovanju. To je prvi korak, pravi Kramar Zupanova, a za dolgoročno stabilno finančno poslovanje bo potrebnih še nekaj boljših let. Poleg finančne sanacije je bila pomembna tudi reorganizacija, vključno z novo vodstveno strukturo. Čakalne dobe skušajo zniževati z več ukrepi. Mi smo recimo z dodatnimi programi, z intenzivnejšim pristopom zelo znižali čakalne dobo na preiskavah, kot je magnet in CT, ampak sedaj beležimo priliv iz drugih regij, ki je že večji kot 40%. V bolnišnici se soočajo z veliko odsotnostjo zaposlenih zaradi bolezni oziroma izobraževanj. Prav tako pereča težava ostaja financiranje in organizacija dela v urgentnem centru, v katerem primanjkuje urgentnih zdravnikov. Ob tem izredno pogrešajo pediatrično urgenco. Tačas imajo denimo na otroškem oddelku priznan program za 18 postelj, zdravijo pa 36 otrok. Če dodamo še 20 staršev, je to res trenutna situacija skoraj da nevzdržna ali pa na meji vzdržnosti, da tako rečem, ker so otroški bolniki tudi po samem hodniku. Vse napore bodo tako usmerili v zmožnost organiziranja urgentne pediatrije.